Ja, danes je prav poseben dan, 200 smo zaokrožili, ne? 5. aprila 2025. Jaz sem toliko vesel, ko dam to skupaj, si rečem, se to je nemogoče. To je pravo veselje. No, zbranih nas je bolj na pomladno številko, rečem, pisarna je tle nabita, tle zidi švicajo, vse je mokro, tle vse teče, tok je nabit. Na Zoomu je malo manjše, pričakujemo, a ne, da se sonček skrije. Drugače pa, evo, ljudje se bodo priključili. Takole izgleda danes, ne, vidite, naš tale tiskan del, potem tlele smo tudi naredili, vse ste videli, a ne, 200, pa tole Belis. In društvo z vami, dragi prijatelji, članice in člane, spoštovani. Naj bo danes en tak umirjen, poseben dan. Ne bomo posebne slave dajali tistim, ki je ne potrebujejo, dali bomo slavo tistim, ki jo zaslužijo in ki so zaslužni, da tukaj živimo, smo, bivamo, hodimo, dihamo ta zrak, uživamo sonce, naravo in svet. Ok, zdaj v začetku, veste, je tako prav. Poklical nas je zdajle podpredsednik Egidi. Dober večer, si že v etru, mi smo že v etru, tukaj smo, lep dober večer, Egidi. Beseda, a si z nami? Ja, jaz se z vami Zooma ne moram dobiti. Tle sem glih odbil 7 ure na svetu Egidi, tako da izgleda, da se je res začel. Ja, smo začeli, tako da, glej, tukaj smo zbrani kar v neverjetnem številu, niti ne morem vsega prišteti, tako da ti, evo, dam pozdravni uvodni govor, preden sploh odpremo, ker smo ravno kar Zoom odprli. Tako da beseda je tvoja, evo, izvoli. Evo, ja, jaz sem zelo vesel, da je številka 200, da je toliko energije v tem društvu. Hvaležen sem Mihaelu, da si z nami, da nam svoj čas deliš zadnjo leto, več ali manj. Si v veliki meri nam ti to omogočil izobraževanje in druženje. Čestitam tudi Ibilijani, da vzdržuje društvo pri taki kondiciji. In sem vesel, da sem tudi jaz član tega zanimivega društva, ki izobražujemo naše brate in sestre, sodržavljane za lepšo prihodnost. Pripravljam 2 predavanja, kar dolga. Zdaj imam še ene svoje stvari za narediti, ko bom to zaključil, boste te 2 predavanja zelo zanimiva za bližnjo oziroma za novo civilizacijo. Fino, Egidi, to bo v bistvu tudi za naše člane in za širšo družbo pomembno predavanje, ne? Ja, zelo široko. Od Tokija do New Yorka. Odlično. Kaj lepšega? Ja, ker kolikor je informacij, ne, zadnjič sem se pogovarjal z eno gospo, pravi, kadar je poplava informacij, je zelo težko izluščiti prave informacije. Zato priporočam, da se na pravi kanal, na pravo frekvenco obrnete, a ne? Res je, da so informacije, ki jih mi govorimo, zadnjič sem se pogovarjal že pred 3-4 leti, kjer nekateri ljudje šele danes določene stvari razumejo, vidijo, kaj se dogaja o stvarih, o katerih, a ne, si ti govoril že pred 3 leti, a ne? Tisto je bilo 2 leti nazaj. No, pa 2 leti, ja. Čipiranje Sanders. Ampak takrat ljudje niso bili pripravljeni te stvari, ker je bilo v bistvu, prebijal sem leta, ne, urav ljudi, ne, prvič samo slišijo in možgani še niso sposobni dojeti. Zdaj pa so že druge stvari, ki pa bojo del, ki so pripravljeni. Seveda, ker to zgleda, ti si govoril kot en science fiction, kakor da je to, mislim, še 30 let pred, da ti govoriš že 30 let naprej, ne, dejansko je pa to, kar si govoril, bilo že koliko let nazaj, ne, 10, 15, 20. Ja, ta čip se je razvil 68 leta, ne. No, dajmo razumeti, ja, kje smo danes, ne, tako da res, ja. V bistvu so ljudje že pripravljeni preko Belisovih oddaj. Največ od tega, da je treba v bistvu ta možganska nevihta. Da vse zmeraj, ko se gleda Belis, so programi taki, da se novi predalčki v možganih odpirajo.
Je treba biti kar v kondiciji, ne, za soboto zvečer, če hočeš to, kaj si zapolniti. Jaz se s tabo absolutno strinjam, ker tudi naši gosti, ki pridejo kakšni, ki povejo stvari tudi z drugega vidika, z drugega zornega kota. Ampak to, ko redno slediš stvar, ne, tudi v mednarodnih kanalih, zgleda, da je to res globalna zadeva, globalne spremembe. In danes smo prišli do zaključka. Ja, nekaj piska med nama. Ja, prosti, veš kaj, goske so se oglasile, goske imam že. Pozdravi goske. Čudovito. Če hočete slišati, zdaj bo pozdrav, samo malo pazi. No, daj pozdrav. Ja, to vidiš. No, Frida pa Freja sta. Ja, krasno. Ja, veš, no, hotel sem tole reči, ne, da zdaj, ko se veliko pojavlja, nikogar ne bomo pustili za seboj, a ne? Da v bistvu, koga lahko pustiš za seboj, če ukineš finance? Nikogar, ker smo vsi od tega odvisni. In v bistvu gre v končni fazi z vsemi temi meglami in dogodki samo za finančni reset. In to je to, kar si ti govoril o čipih, a ne? Ja, vse glih za to, jaz sem zdaj 1. aprila, malo me pa še bolezen, pa vreme so me malo, bom rekel, sem podaljšal to moje. Jaz sem delal projekt, v bistvu samooskrba po Anastasiji, sem si dal 7 let časa. In 1. aprila je minil 7 let in moja samooskrbna posest se imenuje Slovenija Raj 2025. Ja, čestitam. No in v tem bom tudi predal, tisto, kar je bilo 350 do raja, je zdaj to malo dodelano in v tem, to bo moja izkušnja, v bistvu ni bila filozofija, 7 let časa je do penzije, na hektaru je to model narejen, mini država, pa bojo pa ljudje videli in seveda sem pripravljen od oktobra, ko bo digitalni evro, jaz brez denarja preživeti. Ti si ta semena po posadu, a ne? Ja. Imeli smo tudi predavanje, ki si ga vodil, kako je že bil naslov? 300 pešk do raja. Ja, 300 pešk do raja. Ja, to je v bistvu vse osnova za pristopati. No, jaz ti samo takole povem, da če ne moreš na Zoom, a ne? Ja. Lahko greš pa na Rumble, tam smo v živo, pa lahko potem naprej spremljaš. Jaz bi se ti enkrat zahvalil, pa bi ti dal še zadnjo besedo, da se pozdraviš z našimi člani. Ja, hvala ti vse, lepo pozdravljam, blagoslavljam. Duhovna bitka je pred nami, boste duhovno čisti, pa boste lahko... Stvari se bodo dogajale zdaj, take, ki se še niso na zemlji. Tako da se fizično in psihično pripravite. Mi bomo pa seveda skozi na prvi bojni črti, ker spremljamo informacije iz Amerike. In smo v bistvu prehiteli RTV Slovenija že davne. Srčna ti hvala za javljanje, za poročilo in tukaj ti sporočamo, da si tukaj, ker pač si bil zdaj, si želel priti, pa nisi mogel in to je, kot da si tukaj in hvala. In tudi mislim, da vsi, ki nas spremljate zdaj tudi na Zoomu, in v živo, da se strinjate, da v imenu vseh članic in članov Egidiju zaželimo vse dobro in se mu zahvalimo za vse dobro, kar počne, za vseh 300 pešk, za ta projekt, kjer si dejansko lahko s semeni urediš penzijo, ne? Pa hrano in vse, tako kot si rekel. Ja, jaz sem to preveril in deluje, je preverjeno. Imamo video, če hočete malo pobrskajte, Egidij Selinšek Kozjek, 300 pešk do raja je naslov videa in ga vidite to tudi na našem Rumble kanalu. Čeravno so nam ga pa z YouTubea zbrisali, pa upam, da ali pa na Odyssey tudi. Tako da, Egidij, hvala lepa, lep večer ti želimo in vse dobro. Hvala za blagoslove, ki si jih poslal v društvo. Hvala, Mihael, blagoslov, lepo se imejte. Hvala, srečno. Dio. Tako vidite, podpredsednik društva ima izredno skrb. Tudi vam vsem hvala, ki nam omogočite, da se dobivamo, da se srečamo, da se imamo radi, da imamo občutek skupnosti. Preden pa seveda čisto uradno začnem jaz nocoj z temo, bi se najprej zahvalil rad naši zapisnikarici Teji za čudovit zapisnik in vas vse na Zoomu vprašam, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik iz prejšnjega srečanja ali pa tukaj v pisarni? Tukaj je vsi tiho. Meni ne odpre.
zapisnika. Mislim, ja, že zadnjič sem to ugotovila. Ja, mogoče, ja, odpre sicer, ampak ker je bližnica oziroma je narejena krajšnica za linka, ne, je včasih dobro, če se skopira tisti link in se ga prilepi v browser oziroma v brskalnik, pol se pa on odpre. Lahko, da je kakšen blok narejen direktno skozi maila, ne, ker je treba dvakrat skozi dati. Tako da poskušajte ta link skopirati, ne, kadar ne gre, pa ga dajte direktno v browser, pa najverjetneje, da bo delovalo. Treba se včasih malo znajti zaradi tega, ker na vseh možnih koncih blokirajo elektronsko pošto, obvestila, članke, skratka, veliko stvari se dogaja, kar je zelo zanimivo, ampak smo tudi hvaležni za to izkušnjo, ker se, bom rekel, tudi naša koža postane manj občutljiva na določene stvari. A se strinjate z menoj? Tako je, ja. Je, ne? Ja. Učimo se in v bistvu se utrjujemo, ja. To je še kako res. So tudi Boga preizkušali, tako tudi nas. Tudi nas, ja. Res je. No, torej, če je pripomba samo pri linku, potem lahko rečemo, da je zapisnik sprejet brez pripombe, razen to, da ga boste pogledali oziroma kasneje, tam, kjer se ni dalo odpreti, ne? Hvala lepa. In tudi ta zapisnik bo šel v naš redni arhiv, sprejet v času in prostoru in v spomin na dogodke in čase, ki jih preživljamo, tako kot vse ostalo. Prav je, da se vse to arhivira. Ker bo danes večer precej zanimiv, malo drugačen, kot smo rekli. In danes bomo govorili, gledajte, pred 200 srečanjih, dragi prijatelji, dragi vsi, ki nas spremljate v živo na družbenih omrežjih in vsi tukaj dobrodošli. Ljudje še kar prihajajo, kar je zelo lepo. Bomo danes govorili o vseh možnih priložnostih, ki smo jih imeli v času 5 let. O prilikah za današnji čas. Zakaj to rečem? Zaradi tega, ker so ene stvari, ki so večne. Zakaj so večne? Zaradi tega, ker jaz, ki sem se pogovarjal z dr. Antonom Trstenjakom pred 35 leti, še kot študent, ko sem pripravljal svojo diplomsko nalogo, med drugimi sem imel tudi barve, ta najlepša energija, in on je bil velik specialist za barve, je rekel, veš kaj, je rekel, mal ti zavidam, ker jaz, ko sem akademik, lahko grem do akademske meje, ti, ko si pa študent, lahko greš pa čez akademsko mejo. Poleg tega si pa še v frančiškanih, kjer so bolj svobodni kot pri nas in ti kar mal zavidam, da lahko te stvari raziskuješ in napišeš globlje, kot sem jih jaz. In tako je rekel, človekovo srce 50 000 let nazaj je isto bilo, kot človekovo srce, ki bije danes. In teh zakonitosti se ne da spremeniti, veste. Srce je srce. Te priložnosti in prilike, ki so jih imeli pri delu ljudje 2000 let nazaj, danes mi ne moremo razumeti, ker ne poznamo tistega časa. In prilike, ki jih je Jezus učil za ljudi v tistem času, je tudi težko razumeti, ker je opisoval prilike za tisti čas. Jaz sem pa danes pripravil te prilike za današnji čas, da boste videli, katere smo uresničili in katere smo mogoče celo zamudili, a še vedno jih imamo možnost izkoristiti in uresničiti. To se pravi, Jezusove prilike skozi današnji čas nam ponujajo večen vpogled v človeško naravo in duhovne resnice. Spodbujajo nas, da ljubimo, spodbujajo nas, da odpuščamo, spodbujajo nas, da izkoriščamo svoje talente in živimo smiselno življenje. Če ravno rečejo včasih, da prilika dela tatu, a ne, prilika dela, kako že, tatu, ne, moram reči, da priložnost nas lahko spodbudi, da postanemo boljši ljudje, če le pravilno izkoristimo. In vsaka prilika, ki se izkoristi, če jaz pogledam maske z gumico pa zgubljen tovornjak, si mislim, ljudje so izkoristili priložnost in mislijo, da so obogateli na ta račun finte in korone in še marsikje drugje, ne.
ker ni bilo porabljeno za namen in za stvar, ki bi to moglo biti. In to se bo prej ali slej ugotovilo in ljudje bodo pač plačali kazen za določene stvari. Veste, nocoj bom še nekajkrat omenil ime Jezus, ker on je takrat v tistem času, da je ljudem sploh približal duhovne resnice, ker ga niso mogli razumeti, seveda, govoril o prilikah, da bi s preprosto podobo razložil globoke duhovne resnice. Vsaka prilika, ki jo bom jaz nocoj vam omenil, in kar nekaj jih je v Svetem pismu Nove zavese, nas usmerja k veri, nas usmerja k ljubezni, nas usmerja k večji pravičnosti in nas usmerja kam? K zvestobi Bogu. Ne k tem predsednikom, pa k tem, ki natovčajo po nas. Samo Bog je tisti, ki je naš gospodar. Nihče drug. In Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. In če je on pot in nam da te duhovna spoznanja do Boga, je prav, da poslušamo njega, ki jih je motil tudi v tistem času, zato so ga križali, ampak o tem kasneje. Torej, vsak dan, gledajte, se nam ponujajo prilike, priložnosti, si objavljamo, si pišemo, se seznanjamo. So male in velike priložnosti. So tudi trenutki, ko lahko nekomu pomagamo, se izkažemo v službi recimo, ali pa preprosto naredimo nekaj dobrega za ta svet okoli nas. In prej sem povedal, da priložnost pač naredi tatu, ali pa prilika dela tatu, a ne? To, da ali je res ta resnica tako enostavna, ali so priložnosti zgolj skušnjave, ki nas vodijo v greh, ali pa so lahko tudi pot do rasti, izboljšanja in pot do duhovnih spoznanj. No, mi se bomo danes te druge poti lotili. Torej, Jezus je bil mojster prilik kratkih zgodbic iz vsakdanjega življenja, ki so razkrivale globoke, globoke duhovne resnice. Njegovi poslušalci takrat v tistem času, recimo temu 2000 let nazaj, vprašanje je, koliko je to v resnici let, niso bili, gledajte, učeni teologi, to so bili preprosti ljudje, ribiči, trgovci in tako naprej, normalni prebivalci, ki so živeli od dela svojih rok. In zato je on uporabil jezik in primere, ki so jih pač razumeli. Danes, ko živimo, bom rekel, v radikalno drugem svetu, v radikalno drugem času, je pač potrebno drugače te stvari razumeti. Glejte, človeška narava sicer ostaja enaka, a tudi Jezusove prilike nam imajo še vedno veliko povedati. Le prevesti jih moramo prevesti, pojasniti v jezik in v situacije našega časa. In to bo nocojšen projekt, da bodo te prilike prenešene v današnji čas, ki nam ponujajo tako imenovan večne resnice, večen vpogled v človeško naravo in v duhovne resnice in nas spodbujajo, da ljubimo, izkoriščamo svoje talente in živimo boljše življenje. Tako, jaz bom najprej priliko o sejalcu izkoristil zaradi tega, ker sva se z Egidijem na začetku pogovarjala o semenih, 300 semen, kaj se zgodi po 7 letih, a ne? Razrastejo drevesa in dajo toliko sadeža v različnih časih, pravilno posajena semena, pravilno negovana, a ne, v 7 letih. In Svetopismo tudi pravi o 7 debelih in o 7 suhih kravah in tako naprej, tako da številka 7, veste, je itak naravna številka, a ne? In biblijska prilika o sejalcu pravzaprav veliko pove. Jaz bom najprej to priliko vam povedal, da jo vam malo prikličem v spomin. Glejte, sejalec je šel sejat. In ko je sejal, je nekaj semen padlo ob pot in so prišle ptice in so semena pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti in je hitro vzklilo, a ni imelo globoke prsti. Ko pa je sonce ušlo, je ovenelo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Drugo seme je padlo med trnje in je trnje zraslo in to seme zadušilo. Drugo je padlo na dobro zemljo in je obrodilo sad, eno 100-ternega, drugo 60-ternega, tretje 30-ternega. In priliko zaključi, dobro poslušajte, kdor ima ušesa naj posluša,
Poslušajte torej vi priliko o sejalcu, vsak, ki posluša besedo o kraljestvu in je ne razume. Pride hudobec in mu ugrabi, kar je bilo posejano v njegovo srce. To je tisto, kar je bilo posejano ob pot. Tisto, kar je bilo posejano na kamnita tla, ki sliši besedo in jo takoj z veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, ampak je nestanovitna in ko pride nadloga ali pride preganjanje zaradi besede, se takoj pohujša in besedo pozabi in gre na stara pot. In gledajte, tisto, kar je bilo posejano med trnje, je ta, ki posluša besedo, a skrb tega sveta in zapeljivost bogatstva to dobro seme zaduši in ostane brez sadu. In na koncu pove, tisto pa, kar je bilo posejano na dobro zemljo, je ta, ki posluša besedo, je ta, ki jo razume, ta tudi obrodi sad in daje eno 100-ternega, drugo 60-ternega in tretje 30-ternega. Toliko, da za tisti čas razumete, kako je to razlagal. Ampak, če gremo danes v današnji čas, kaj to za danes pomeni? Torej, če to priliko posodobimo, updatamo, downloadamo en najnovejši program, lahko rečem takole. Zamislite si, dragi prijatelji in vsi, ki nas poslušate, da je seme dobra ideja, da je recimo seme en dober navdih. Pa tukaj vzemite primer našem društvu in tako naprej, ali pa mogoče kakšna pomembna življenjska lekcija. Vsi smo jih doživeli, nič koliko in jih še doživljamo. Torej, dobite idejo in jo skušate posredovati nekomu, morda svojemu otroku, ne vem, prijatelju, ali pa jo podelite na spletu. In kaj se s to idejo zdaj dogaja? Nekateri niti ne opazijo, prezrejo, kot nepomembno. Drugi so navdušeni na prvi pogled, ako naletijo na prvo oviro ali pa jih nekdo pregovori, češ kaj už pa tega poslušal, kaj pa ta piše, je to težava in hitro obupajo, se takoj premislijo. To so ljudje brez hrbtenice. Nimajo lastnega mnenja. In potem tretje, jih ideja navdušuje, ampak so tako obremenjeni z lastnim življenjem in z lastnim stresom, strahom, neuspehom, s pričakovanji drugih, da ideja preprosto ne more zrasti, ne more dati sadov. Ampak so pa tudi tisti, ki idejo poslušajo. So tudi tisti in taki, ki idejo predelajo, jo uporabijo v svojem življenju in jo v svojem življenju tudi delijo naprej z drugimi, se pravi, multiplicirajo idejo. In nekateri ljudje bodo z idejo dosegli velike stvari, drugi manjše, ampak vsi bodo na nek način s to idejo si obogatili svoje življenje. Dobili bodo znanje, dobili bodo pa recimo temu pravno znanje, recimo temu bontonsko znanje, recimo temu zdravstveno znanje, vse to, kar se nam danes dogaja. Torej, prilika nas uči, da ni dovolj samo slišati dobro idejo, ampak je ključno, da jo sprejmemo, jo gojimo in delujemo v skladu z njo, ne glede na ovire, ki nam pri tem stojijo na poti. In to je edini način, da tako seme obrodi dober sad. Seveda na različne načine. Potem obstaja pa še ena prilika o bogatašu in Lazarju. Ne vem, če to poznate, tisti, ki vas to zanima, je biblični vers Luka 16. poglavje, 19. do 31. vrstica. In ta je pa zanimiv. In tako piše. V originalu: bil je bogat človek, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino, ter se ves dan dnem za dnem sijajno gostil s čudovito in bogato hrano. Pri njegovih vratih pa je ležal berač, po imenu Lazar, bil je v suranah. Želel se je nasititi samo z ostanki, ki so bogatunu ostali, ki so padali iz bogataševe mize. Poleg tega so prihajali psi in Lazarju lizali rane. Zgodilo pa se je, da je berač umrl in so ga angeli odnesli v Abrahamovo naročje. Ampak umrl je tudi bogataš in so ga pokopali v peklu, kjer je trpel muke in povzdignil oči in oddaleč gledal Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. In takrat je zaklical:
oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, ker se v tem plamenu silno mučim, silno mi je vroče. Abraham pa je rekel, otrok, spomni se, da si prejel svoje dobro že za časa svojega življenja. Lazar pa prav tako slabo, zdaj pa se on tukaj tolaži, ti pa se mučiš. Poleg vsega tega pa je med nami in vami velikanska globel, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, niti ne morejo, niti od tam ne morejo k nam, niti obratno. Rekel je, prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta, kajti imam 5 bratov, naj jih posvari, da ne pridejo tudi oni v ta grozen kraj mučenja. Abraham pa je rekel, imajo Mojzesa, imajo preroke, imajo Toro, naj to poslušajo. Ne, oče Abraham, ampak če kdo od mrtvih pride k njim, se bodo spreobrnili. Njemu bodo verjeli. Rekel mu je, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, tudi če kdo vstane od mrtvih. In zdaj, gledajte, to je prilika, to je zgodba iz tistega časa o Bogatunu in Lazarju. To ljudje poslušamo, lahko župnik pove s prižnice, lahko jaz tukaj na Zoomu to preberem. Ampak kako zdaj to prenesti v ta sodoben čas? Zgodbo v današnji čas, današnji jezik, priliko o bogatašu in Lazarju. Ne? In gremo probat. No, predstavljajte si uspešnega podjetnika. Ne? Recimo Martin, vseeno. Živi v veliki vili, tukaj v okolici Ljubljane, vozi drag avto in uživa v življenju. Na družbenih omrežjih objavlja vse fotografije na Instagramu svojih potovanj, večerij, v prestižnih restauracijah, slika svojo hišo, svoje bogastvo, svoje ljubice, nakupov, dizajnerska oblačila, you got the picture, ne? Nič mu ne manjka. Na slikah je pa še toliko lepše, zato ker uporabi še filter, da sliko še polepša. Pred njegovo vilo pa vsak dan sedi gospa Marija, je brezdomka, dobro, naša domačinka Marija, ki je izgubila službo. Mogoče so jo zapustili otroci, ki je sama, hladno je, lačna je in pogosto jo mučijo bolečine, tako kot Lazarja. In prosi mimo idoče za kakšen evro, da si kupi nekaj za podzob. Pa jo opazi tudi ta naš Martin, ki se pelje mimo v avtu, super, ne vem, električni Tesla, ne? Ampak si misli, spet ena teh, ki izkoriščajo dobroto bogatih ljudi. Naj si poišče službo, naj dela, kot delam jaz, in odpelje naprej. In seveda po naši zgodbi tudi oba umreta čez nekaj let. Martin, navajen razkošja, se znajde v nekakšnem stanju obupa, kjer je nesrečen in osamljen. Marija pa je v nekakšnem prostoru miru in sreče, kjer ni več trpljenja. Iz svojega obupa Martin zagleda Marijo in jo prosi, Marija, prosim te, povej mojim bivšim poslovnim kolegom, mojim poslovnim partnerjem in prijateljem, naj se malo zamislijo nad svojim življenjem. Naj nehajo samo misliti na denar, na Instagram, na razkazovanje, na užitev. Ampak naj vendar medsebojno si pomagajo, tisti, ki ima, naj pomaga in tisti, ki nima, če more, naj tudi pomaga, da si bo pomogel za vse, ki so v stiski. Sicer jih bo doletela enaka usoda kot mene. Pa bi mu Marija v istem smislu odgovorila, tako kot Abraham, bogatašu, poslušaj Martin, glej, v življenju si imel vse priložnosti, da bi pomagal meni, Marije in drugim, ki so bili v stiski. Imel si dostop do denarnice, do denarja, do kriptovalut, do denarja na banki. Imel si vse, imel si dostop do vsega in imel si tudi možnost pomagati in tudi darovati, podpreti, karkoli že, pomagati ljudem. Se angažirati v tem smislu, ampak nisi hotel, si zasmehoval te ljudi. Tvoji prijatelji tudi imajo te možnosti, kot jih imaš ti. Če pa jih niso izkoristili takrat, jih tudi zdaj ne bodo. Verjemi mi, ker če bom jaz iz tega kraja prišla tem prijateljem govoriti, se to ne bo zgodilo. Dragi prijatelji, vidite, to je sodobna različica
prilike, ki nas opominja, da se revščina in socialna izključenost danes pojavljata v naši lepi sodobni Sloveniji. Vsem pred očmi. Čeprav se pogosto besede so skrite za frazo, pa rečemo temu, delamo po zakonu, vse je v skladu z zakonom, a veste, to so določila, to je hišni red, to je tako. A ne? Ta obljuba najprej daje obljubo o vključenosti vseh, o povišanju penzije, o povišanju tem, onem, tretjem, da bo blagostanje. Ne? Se spomnite, ko nam je Arjavc recimo obljubljal po 1000 evrov brez izjeme penzijo, kje so zdaj te obljube? Ni. In ta realnost nas opozarja na nevarnost, da postanemo ravnodušni do pomanjkanja, do trpljenja drugih. Da ostanemo osredotočeni zgolj na lastne interese in na lastne užitke. In ne zadošča, da samo opravičujemo svojo brezbrižnost, ampak se moramo, gledajte, aktivno angažirati, odzvati na potrebe ljudi okoli nas, jih videti, zagledati, slišati, poslušati. Torej, imeti dostop do informacij, imeti dostop do sredstev ne zadostuje. Potrebna je volja in potrebno je dejanje sočutja. Če ignoriramo glas vesti, če ignoriramo prilike, priložnosti, ki se nam ponujajo, da nekomu pomagamo za pomoč v tem življenju, a veste, da ko govorijo, ko greš na drugo stran, da bo zelo težko z druge strani ali pomagati, ali se spreobrniti, ali biti deležen drugega obilja. Ta prilika nas vse poziva k odgovornosti, sočutju in dejanjem, ki jih spreminjajo ali pa spreminjajo ta svet na bolje. In zakaj, dragi prijatelji, članice in člani, spoštovani vsi, ki nas spremljate, danes to govorim? Zakaj o tem pripovedujem? Gre namreč za pomemben jubilej društva Belis, ki ga proslavljamo prav z namenom, z razmislekom o priložnostih, ki jih imamo, ali smo duhovno bogati in smo s tem duhovnim bogatstvom komu pomagali. Ali imamo pravne informacije, ali jih držimo zase, ali komu pomagamo. Ali imamo finančna sredstva, ali jih držimo v štumfi na banki, kriptovalutah, kjerkoli, ali komu pomagamo, ki bi to drugače lahko izkoristil za svoje življenje. Glejte, o prilikah iz teh evangelijev je treba povezati z današnjimi sporočili. In še posebej vam te prilike govorim zato, ker iz filma Mind Reader, ki ga bomo nocoj pogledali, po zaključku, z močnim sporočilom na koncu, komu res v resnici dati slavo in čast. Kaj se počne z resnico in kako čas dejansko zaceli rane in pokaže dejansko vso bedo stvari, ki jih počnejo, pa ne bom rekel hudobni, ali pa tudi lahko plačani, nastavljeni, brezvestni posamezniki v nekem določenem času in prostoru, brez občutka, brez sočutja, brez ljubezni. Važno, da je meni lepo. In pokazalo se je zdaj v 5 letih, da je čas tisti, ki razkrije vse namene. Čas je tisti, ki razkrije vse gnusobe. Čas je tisti, ki vse ljudi vidi in jih očisti vsega hudega, vseh gnusob. Vse, kar stopi naproti, mu zasveti v oči. In tak človek se kasneje lahko, pa če uporabim ta teološki izraz, pokesa, ali pa mu je žal. Ali pa je prepozno v življenju, če nima tega občutka, da je treba to izraziti. Torej, spoštovani člani Društva za srečno življenje Belis, danes smo se zbrali v spomin na čas, ki ga je zaznamovala tema in tema. Čas, ki ga mnogi pomnimo kot pandemijo in ki je zamajal temelje našega bivanja do temelja. In še vedno se spominjamo srce parajočih sporočil o preobremenjenih bolnišnicah, o bolečini in agoniji bolnikov, ter o izgubah, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. In ta kolektivna izkušnja je razgalila ranljivost človeka in nam obenem pokazala, kako pomembna je beseda solidarnost, kako pomembna je beseda sočutje in še bolj,
ob vsem, kar se je dogajalo, kako pomembno je kritično razmišljanje. Kritično razmišljanje. A ne? Zelo pomembno. Ker v viharju strahu in negotovosti, ker ko so sejali strah in obup in grožnje in ukrepe in 2500 odlokov, ki so nas preplavljali, ne vem, če ste seznanjeni, jaz o tem vam nisem tudi nikoli govoril in tudi zame je bilo to odkritje, se je pojavil projekt Fight That Corona. Bori se proti koroni. In projekt je obljubljal širjenje informacij, pazite, tako so rekli, širjenje pravih informacij, vladnih informacij in optimizma. In zatem je, glejte, stal en poseben človek, Max Martin. Ali ste slišali kdaj za to ime? Max Martin. Ni glasu. A zdaj je glas? Ja, v redu. V redu. Koliko časa pa ni bilo glasu? Ne, to je 1 minuto, še ne. Aha, potem bom pa jaz tukaj malo, bom rekel, ponovil, kar sem povedal, a ne? Takole bom povedal, da v bistvu v viharju in strahu o negotovosti sem govoril, ki so preplavljali v času korone vse nas, a ne? Pa ukrepi, pa pa 2500 odlokov in strašenja in vse to. In v tem času se je pojavil en projekt, ki mu pravimo Fight That Corona. Ste slišali kdaj za to? Fight That Corona. Tudi meni je bilo ob tem novo in sem rekel, moram z vami to podeliti. A se vi spomnite plesov v bolnicah? Spomnite. Pa ne veste, zakaj je do tega prišlo. Kje je razlog, da je do tega prišlo? Kaj so nam s tem sporočali? Ne? Torej se pravi, mi imamo Društvo za srečno življenje, United Nations in glasbena industrija so pa dali protiudarec in so hoteli pokazati, kako je v bistvu korona srečen čas, da je treba za tako srečo s petjem in pesmijo ljudi obveščati, kako se maska nosi, kako se distanca drži, in potem so naredili v bistvu celo koreografijo. In to je, glejte, Fight That Corona, boj proti koroni, je takrat so imeli namen, ampak glejte, nekdo, ki umira, pa da oni plešejo in pojejo pri praznih bolnicah, časopisi pa poročajo, da so bolnice polne, ravno ni za naše kulturno področje. V Afriki plešejo, če nekdo umre, pri nas se to ne pleše. Glejte, in zatem je stalo ime Max Martin. Verjetno ga niste slišali, niti ne poznate. Ime, ki ga širša javnost morda ne prepozna. Max Martin. Vpliv tega človeka na popularno kulturo zadnjih 20 letih, a ste slišali, da je samo en človek, ki najbolj popularne pesmi, samo en človek vsebino piše za vse popularne pesmi v svetu. Ste slišali, ne? Ta glasbeni genij, čigar hite smo mi nevede poslušali vsi. Od Backstreet Boys, če se spomnite, od Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry. Ta človek se je odločil sodelovati pri ustvarjanju ene specialne pesmi, ki naj bi nas opomnila na varnostne ukrepe proti koronavirusu. Jaz sem imel danes z vami namen na začetku eno pesem zavrteti o sreči. In sem našel pesem o sreči od Gibonija pa Oliverja Dragojeviča in sem to poslušal. Ful dobra muzika, narod pleše, norije v ekstazi, krasno, to je ne vem koliko let nazaj. In potem sem rekel, še enkrat zavrtel, pa bom malo pogledal, kaj poje, kakšno besedilo. In ko sem jaz prisluhnil besedilo, sem rekel, nikoli te pesmi ne bom več ne poslušal, ne zavrtel. Tako da danes imamo na suho besedo. Ko poslušate pesem Sreča Oliverja Dragojeviča pa Gibonija, se zamisliš, da so nas pripravljali na korono že 10-15 let nazaj. Nekaj neverjetnega. No, na prvi pogled, gledajte, gre za plemenito gesto. Za to pesem, za sodelovanje tega genija,
Uporabiti namreč univerzalni jezik glasbe in plesa za širjenje pomembnih sporočil, tako kot smo rekli, in povezovanje ljudi v globalnem kriznem obdobju. Sliši se plemenito, sliši se dobro. Zgledovali so se celo po, bom rekel, podobnih iniciativah. Tudi v Vietnamu so imeli nekaj podobnega, to se je imenujalo Quang Junk, Corona Dance. In cilj je bil pravzaprav opomniti, podpreti in prinesti veselje v času epidemije, ker smo bili vsi žalostni. In res, videli smo ljudi, ki so plesali, se spomnite, po bolnišnicah, na strehah, v oddelkih in vse to je šlo po družbenih omrežjih. Mi smo se pa določeni, smo se zgražali, ampak eni ljudje so pač to sprejemali. Vključno TikTok, Instagram, Reelsi, to se je kar množil. Ta viralnost teh pesmi in tega plesa je ustvarila občutek neke povezanosti, enotnosti in skupnosti v času izolacije, saj mislili so, da bo reakcija takšna. Ampak gledajte, za to bleščečo fasado moram pa reči, da se skriva zelo grenek okus. Tu se naša načela, pa zdaj dam preusmeriti prav na društvo Belis, verjamem pa, da marsikdo tudi drug. Tu se naša načela brezpogojne ljubezni, matematične logike in naravnih zakonov uprejo temu navideznemu glasbenemu blagostanju. Kaj se je zgodilo, ko se je ta dobra mišljena stvar razširila tja, kjer ni bila primerna? Spomnimo se tistih srce parajočih podob iz bolnišnic. Domnevno, smo vam rekli, prenatrpanih hodnikov, medtem ko so ljudje umirali za zaprtimi vrati. In ob tem vesele medicinske sestre, zdravniki in tako naprej, medicinski bratje, in ta kontrast med trpljenjem in navideznim veseljem je bil za mnoge nerazumljiv. Jaz moram pa reči, da sem to doživljal kot žalitev. Veliko žalitev za tiste ljudi, ki so izgubili svoje svojce, za tiste ljudi, ki niso mogli do svojih babic, detkov, za tiste ljudi, ki so bili odpuščeni iz delovnega mesta, za tiste ljudi, ki niso prišli v tistem trenutku do zdravstvene oskrbe in tako naprej in tako naprej. Grozno neprimerno. Ja? Spravi, ti ljudje so popolnoma izgubili občutek, kaj je sploh prava sreča. In so to srečo, tako kot jo na nekih koncertih v ekstazo padejo ljudje in so 10 minut srečni ali pa tisto uro, pride domov in 3 dni rabi, da k sebi pride zaradi frekvence, zaradi vzdušja, zaradi vtisa in so vsi začarani v bistvu na nek način. Glejte, to ni bil čas za takšno ponarejeno veselje, za takšno ponarejeno srečo, temveč to je bil čas za sočutje. Prej je bil to čas za skrb, za odgovornost do bolnikov v tistih domnevno prenatrpanih bolnišnicah. In med tem, ko so odgovorni plesali in peli ter izražali svojo srečo, veselje, predvsem mladi, smo mi jokali ob izgubah in se spraševali v smislu tega ciničnega teatra. Ob tem se moramo vprašati, ali je bila ta slika, ki so jo ustvarjali v javnosti, sploh resnična. Ali je resnično odražala situacijo na terenu. Ne? Ali je mogoče, da je ta vsesplošna kulturna iniciativa, ki jo je podprl tako vpliven človek, kot je Max Martin. Če ga boste pogooglali ali pa pogledali na Wikipedijo, si preberite, kaj je delal. Max Martin nehote ali pa namenoma zastrla resnico, ki se je skrivala za tem navideznim veseljem. Ali je bila to samo dimna zavesa? Ta človek je ustvaril, veste, več billboardovih hitov. A veste, tudi Michael Jackson in Madonna skupaj s svojim sodelovanjem v projektu o koroni so prispevali k ustvarjanju te lažne slike. S takratnimi pesmimi, 25 let nazaj, ker je tudi za vse te ljudi pisal te besedila in pesmi. Slika, glejte, ki ni odražala tragedije, ki se je odvijala za zidovi bolnišnic, je res boleča. In tu se zdaj poraja čisto človeško vprašanje etike, odgovornosti umetnikov, odgovornosti kulture in ustvarjalcev popularne kulture. Ali imajo dolžnost, da pri svojem delu upoštevajo tudi socialni
in politični kontekst. Kako je mogoče, da en človek iz ene glave, ki je vzgojen, da piše, oprostite, satanistične tekste za vse najbolj popularne pevce, za vso pop kulturo, ki jih je 50 na top lestvici, skozi pesmi, skozi navidezno, pazite, fiktivno pozitivna sporočila, lahko na tako subtilen način zastrupi ume ljudi, pa ne samo ljudi, posebej mladih, ki so 25 let s tem rastli, s to pop kulturo, s temi besedili, ki so jih prepevali na koncertih, prepevali doma, igrali na svoj klavir, igrali na kitaro in še kaj. Lejte, videli smo, kako se je preprost ples, a veste, kaj je bilo to? Vse to ni bilo nič drugega kot ples s 5 gibi razširil po družbenih omrežjih. Širili so ga pa medicinske sestre, bratje in to, kar smo videli. In kako je postal viralen? Z ene strani veselje, z ene strani zgražanje. Dualnost. Tudi, ampak je ta viralnost res pomenila razumevanje resnice, ali je to šlo viralnost zaradi zgražanja ali zaradi česa drugega? Ali je ta ples res izražal pravo srečo, tisto, ki jo mi v društvu Belis razumemo kot harmonijo z naravnimi zakoni in brezpogojno ljubeznijo? Mislim, da ne. Prepričan sem, da je to ponarejena sreča, ki je zaslužila ime kot, recimo temu, bombica, dimna bomba, dimna zavesa pred resničnostjo. In zdaj, če gremo po tem kontekstu naprej, se nam odpira širša tema. V zvezi s čem? Z manipulacijo čustev, s čustvi ljudi in množic, predvsem mlajše generacije, v digitalni dobi in o kritičnem vrednotenju informacij, ki jih prejmemo preko družbenih medijev, preko zabave, preko pop kulture ali pa preko Ministrstva za kulturo, če malo spremljate, kakšno umetnost nagrajujejo. In kje je tukaj Slovenija? Tudi naša dežela ni bila imuna pred tem vplivom. Videli smo, prepričali smo se in vemo, kje so plesali. Imamo še posnetke. Vse smo jih tudi v društvu predvajali, če se spominjate. Verjamemo, da so se podobni občutki nelogičnosti, neprimernosti ob takih javnih izrazih v navednicah veselja, v času krize pojavljali tudi pri nas. Marsikdo se je zgražal. Tudi ljudje, ki so priznavali korono, ki so priznavali epidemijo, so rekli, da je pa malo neprimerno. Glejte, čutimo, da je ta globalna kulturna iniciativa dosegla tudi naše kraje in morda zameglila tisto pravo sliko trpljenja. In v tem kontekstu, veste, je zelo, zelo pomembno, da se zavedamo globalnih vplivov. To je samo primer, samo en primer, kako en človek, ena pamet lahko okuži ves svet. In to prihaja pop kultura iz Amerike in prihaja tudi seveda iz drugih držav. Ta tekstopisec je pa Šved. In prihaja tudi v lokalno kulturo. In da ohranjamo kritično distanco do sporočil, ki prihajajo od zunaj, je pa nujna stvar. Nujno je poslušati, kaj pojejo, ne nas lepo sprejeti. Si dati, bom rekel, fine tuning, da človek posluša in razume, kakšno je sporočilo pesmi in melodije. Zato, dragi člani, je naše poslanstvo danes veliko bolj jasno kot kdajkoli prej. Zakaj? Ker moramo o tem govoriti, moramo razkrinkati tako manipulacijo s ponujanjem lažne, nastavljene in manipulativne digitalne sreče. Verjamem, da se bo še pojavilo. In pred kratkim so se pojavile vojakinje, ki so plesale in vabile mladeniče v vojsko. Na isti princip. Sreča, veselje, radost, vojaški obleki in vabijo mladeniče k ubijanju. A veste, pri takih stvarih moram poudariti, da prava sreča ne more obstajati ob zanikanju trpljenja, ob zanikanju smrti. Ker naša sreča temelji na resnici, na sočutju, na razumevanju naravnih zakonov. Ne dovolimo, da nas zapeljajo prazne melodije in plesni koraki, če ravno so še toliko enostavni, da se jih lahko vsi naučimo, ki ne odražajo resnične globine človeškega izkustva v času krize pa posebej.
In veste, moramo se naučiti prepoznati razliko, kdaj, kam, kakšna stvar paše. Razliko med površinsko zabavo in razliko med resnično notranjo izpolnitvijo, o kateri sem govoril tudi prej v prilikah. Zato vsem nam, posebej sebi, polagam na srce, budimo glas tistih, ki so trpeli in še vedno nosijo brazgotine te preizkušnje. Naša naloga, predvsem Društva za srečno življenje Belis je, poslušajte, da branimo pravo srečo pred vsemi oblikami ponarejanja, pred vsemi oblikami manipulacije, ne glede na to, kako privlačno se te morda pripravijo, zdijo na prvi pogled. Moramo se posvetiti ustvarjanju skupnosti, ki temelji na medsebojnem. To je pa zdaj druga zgodba. Spoštovanju, empatiji, resničnosti, resničnih namenih, brez računice v ozadju in iskrenosti. In le tako bomo lahko gradili trdnejše temeljne odnose in to prinaša srečo. In seveda poleg sreče izpolnjeno življenje, ki je v harmoniji, to, kar imamo tudi v statutu, z naravnimi zakoni in brezpogojno ljubezni.